Pozdravljeni! Mnogi izmed nas, navdušencev Formule 1, se sprašujemo, kaj bo naredil Sebastian Vettel, kako se bo odločil, kakšen bo njegov naslednji korak. In v naslednjih minutah bom skušal narediti neko kratko analizo, kakšne so njegove realne možnosti. V naslednjih minutah si bomo ogledali 3 različne opcije, katere so po mojem osebnem mnenju najbolj realne za nadaljevanje kariere Sebastiana Vettla. Pri vsaki bom skušal navesti tiste pozitivne strani, tiste negativne strani in na koncu bom podajal tudi svoj oseben komentar. In res, to jemite kot moj oseben komentar, s katerim ni nujno, da se vsi strinjate. In ukolikor imate boljšo varianto, vas prosim, imamo pripombe, napišite jih, kajti vsakdo izmed nas ima lahko boljšo idejo in boljši pogled na določena vprašanja. In tu moramo še dodati nekaj, da možnosti so seveda več kot samo 3. Naprimer, tovarniška ekipa Mercedes, kjer ne eden in ne drugi voznik nimata uradno podaljšane pogodbe. A imamo kar nekaj namigov, nekaj informacij, da težijo v to smer. Lahko se bo na koncu izkazalo, da nekdo izmed njiju ne bo hotel podpisati in prišel bo v igro nazaj Sebastian Vettel. Ne vem. Kar je pa zagotovo res, je to, da iz komercialnega vidika za Daimler-Benz je Sebastian Vettel zanimiv voznik za njihov program Formule 1. A o tem raje kdaj drugič. O načinu, kako so s človeškim virom Sebastianom Vettlom ravnali pri skuderiji Ferrari, pa ne bomo izgubljali besed. Mislim, da smo vsi videli, kako nerodno so speljali to situacijo, katero bi lahko rešili resno na 1000 in en boljši način. Vsekakor iz te zgodbe med Sebastianom Vettlom in skuderijo Ferrari na koncu igre vidimo, da je še največ pridobil sam Sebastian Vettel. Poglejmo raje skupaj, katere so te 3 opcije, katere naj bi imel seveda po mojem mnenju Sebastian Vettel na voljo. Prva je zagotovo leto premora oziroma leto pauze. To, da bi si vzel malce več časa zase, za svojo družino, da bi nekako sprostil ves tisti nabran stres, kateremu je bil podvržen vsa ta leta pri skuderiji Ferrari, bi gotovo prijalo njegovi motivaciji, njegovem psihološkem stanju in seveda tudi videti bi bilo verjetno na progi boljše rezultate, manj napak in bolj konkretno vožnjo. Vsaj tako si sam predstavljam, seveda. Znano je, da ena izmed šibkih točk Sebastiana Vettla je pravzaprav njegova psiha. Ekipa ga mora podpirati, nekako varovati, tako pred moštvenim kolegom kot pred ostalimi. In seveda, ukolikor to dobi, zna biti eden izmed najboljših voznikov v cirkusu Formule 1. In ne trdim, da s tem, ko ima tu Sebastian šibko točko, je bistveno slabši od ostalih. Vsak voznik ima svoje močne in svoje šibke točke, pač šibka točka Sebastiana Vettla, ena izmed je tudi ta. A moramo se vprašati, če mu leto premora bi koristilo na koncu. Bi imel v sezoni 2022 boljše opcije za dobiti sedež v Formuli 1? Po mojem osebnem videnju niti ne. Ena izmed možnih opcij bi bila tovarniška ekipa Mercedes, zopet, kajti Valtteri Bottas ponavadi podpiše pogodbo za 1 sezono. A če ga nočejo za sezono 2021, zakaj bi ga hoteli v sezoni 2022? Kaj bi se spremenilo, še posebej, če bi bil leto dni brez aktivnosti? In mislim, da ta teorija je na izjemno trhlih nogah. Druga zanimiva opcija bi bila lahko tovarniška ekipa Renault, kjer bi se znašel skupaj v ekipi s Fernandom Alonsom, a tudi ta opcija meni se ne zdi ne vem kako verjetna. Bojim se, in to je moje osebno mnenje, da ukolikor bi Sebastian Vettel pauziral 1 sezono, bi se ta pauza podaljšala nekako v neskončnost in bi to pomenilo konec kariere. Čeprav sam vidim, da Formuli 1 bi lahko posvetil še 3-4 sezone na vrhunskem nivoju. Pojdimo na drugo opcijo.
to, da bi se preselil v ekipo Racing Point oziroma v sezoni 2021 Aston Martin. In sedaj ni toliko važno, ali bi nadomestil Sergija Pereza ali Lensa Strolla. Prišel bi v ekipo, katera tehnološko je pokazala kar velik napredek v primerjavi z lansko sezono, a vseeno ne bi bila na tistem vrhunskem nivoju. RB20 je res navdihnjen strani dvojni V10, to se pravi Mercedesa iz lanske sezone. Videli smo zanimive rezultate, a daleč od tistega, da bi ogrožali najboljše. In tu se treba vprašati, kako bi se lahko znašel Sebastian Vettel v taki ekipi. RB20 po tehničnih karakteristikah bi moral biti primeren bolid za tisto, kar Sebastian Vettel želi. To se pravi bolid z veliko aerodinamičnega oprijema, kjer bi si lahko dal duška. Po drugi strani je tu velika opcija, kar se tiče financ. Mislim, da Sebastian Vettel pravzaprav zastonj ne bi vozil. Zahteval bi določeno plačilo za svoje usluge. Po drugi strani je komercialno zanimiv, a vprašati se je treba, koliko denarja bo imela ekipa Aston Martin v sezoni 2021 na voljo. Si bodo lahko privoščili Sebastiana Vettela in kako dodano vrednost jim bo on prinesel. Po tretji strani se pa moramo vprašati, kaj bo s kariero Sebastiana Vettela, ukolikor gre v ekipo Aston Martin. Govorim za sezono 2021. Bo zopet prišel na vrh? Malo verjetno. Mislim, da ukolikor gre v ekipo Aston Martin, ga bomo težko videli zopet svetovnega prvaka Formule 1. In mislim, da nisem povedal nobene skrivnosti tu. Bojim se, da s tem prestopom bi zaučel tisto krivuljo navzdol, podobno kot smo videli naprimer pri Jacquesu Villeneuvu, ko je zapustil ekipo BAR in začel z mnogimi visokoletečimi obljubami, a malo konkretnimi rezultati. Tretja in zadnja možna opcija za Sebastiana Vettela je pa po mojem mnenju ta, da bi se enostavno vrnil v Red Bull. In seveda nisem spregledal raznih izjav odgovornih iz ekipe Red Bull, kateri so lepo povedali, da Sebastian Vettel ni na vrhu njihovega spiska želja, ni v njihovih načrtih, ne računajo nanj. A govorimo o svetu Formule 1, kjer se marsikaj pove, na koncu ugotovimo, da se je zgodilo čisto nekaj drugega. In treba je biti pozoren, kajti danes v tem trenutku ima verjetno Sebastian Vettel več in bolj pristne kontakte z mnogimi odgovornimi iz ekipe Red Bull, kot jih ima z predstavniki lastne ekipe skuderije Ferrari, kar nam malce pove tudi o notranjih odnosih med eno in drugo ekipo. In če po tej strani psihološkega stanja Sebastiana Vettela bi bila ta izbira idealna, če se mene vpraša, moramo biti pozorni tudi na tehnično plat. Namreč smo prepričani, da RB16 oziroma kakor se bo imenovala šasija prihodnje leto, je tista prava izbira za Sebastiana Vettela. Red Bull rabi še enega voznika, kateri bo sposoben izvleči iz njihove šasije maksimum. Alexander Albon, po mojem osebnem videnju, to ni. Nima tistega izjemnega talenta, ki ga vidimo naprimer pri Maxu Verstappenu, in priznajmo si, letos tudi Max Verstappen ima kar nekaj težav. In šasija, ki jo vidimo letos pri Red Bullu, lahko ne bi bila pisana na kožo Sebastianu Vettelu. Zopet šasija z majhnim zračnim uporom, z dokaj nervoznim tistim aerodinamičnim oprijemom, kateri lahko pride in kar naenkrat izgine. In ne vem, če bi bil pripravljen on zopet zablesteti s takim tehničnim sredstvom, ampak pustimo se presenetiti. Zadeva bi me spominjala na tisto, kar sem videl v sezoni 2014, kjer RB10 je imel podobne karakteristike tistim, ki jih lahko vidimo danes pri RB16. Sicer tam so bile težave s pogonskim sklopom Renault, kateri se je rodil izjemno nezanesljiv, ampak bila je tista šasija RB10 izjemno ekstremna. Mogoče s takim tehničnim sredstvom Sebastian Vettel se ne bi znašel.
in treba je biti realni, kot skušamo biti zmeraj. Namreč Sebastian Vettel, tudi če se vrne v Red Bull, po mojem osebnem videnju, ne bi bil več prvi voznik ekipe. To bi ostal Max Verstappen. In mislim, da bi se moglo zgoditi kar nekaj presenetljivih zadev, da bi se zadeve obrnile. Možne so še tudi 4., 5., 6., 7. varianta, o katerih mi, navdušenci, ne vemo nič. A to so tiste 3, katere se meni osebno zdijo realne. Na koncu se bo odločil Sebastian Vettel, a kljub vsemu bi rad dodal tisto, kar je pokojni Niki Lauda rekel nekoč Lewisu Hamiltonu. Nikoli se ne pozabi zabavati, in to naj bo zaključna misel te analize. Hvala za vašo pozornost in nasvidenje.